Digitalna preobrazba je nasploh taka zanimiva besedna zveza in od te besedne zveze mene še najbolj zanima ta drugi del, namreč preobrazba. In kadar predavam, včasih prosim občinstvo, če lahko v miže vsi primejo telefone in jih dvignejo visoko v zrak, in večina jih to stori. In tudi to je del te digitalne preobrazbe, namreč to, da imamo ves čas s sabo naprave, ki nam po eni strani v življenju res veliko pomagajo, nas vodijo, z njimi pridobivamo podatke od drugod, ampak hkrati nas pa ne samo vodijo, ampak tudi zavajajo. Pomislimo samo na navigacijo, ki jo imamo recimo v avtomobilu ali pa ko hodimo peš po mestu. Če ta navigacija reče, ko smo v avtu sredi mosta, zdaj pa zavijte levo, bo ogromno ljudi mogoče res zavilo levo, zato ker slepo poslušamo naprave in jim zaupamo bolj celo, kot zaupamo sami sebi. To je ena od teh negativnih plati digitalizacije in digitalne preobrazbe. In med londonskimi taksisti so celo opravili raziskavo o tem, kako vpliva navigacija v vozilih na njihove možgane. Kaj so ugotovili? Tisti taksisti, ki navigacijo uporabljajo, imajo manj razvit del možganov, ki je namenjen navigaciji v prostoru. Zakaj? Zato, ker prepuščajo svoje možgane v bistvu avtopilotu, ki je v telefonu ali pa v drugi napravi, ki vas vodi po mestu. In dolgoročno je tudi to posledica, da začnemo razmišljati drugače, mislimo manj, zato ker so ob nas naprave, ki jim pravimo pametne in ki smo jim prepustili svojo pamet. No, ampak seveda ni vse samo črno. Kot rečeno, nam te naprave pomagajo, da ostanemo skupaj, tudi nadaljavo, recimo bolj kot kadarkoli se je to mogoče pokazalo v času covida, ko smo predavali nadaljavo, se šolali nadaljavo, delali nadaljavo, se družili nadaljavo, se ljubili nadaljavo, večino stvari smo lahko počeli nadaljavo. In spet, kaj je bila pa posledica, da nam je pred nosom začela razpadati družba. Namreč veliko ljudi je ostalo doma, nismo se smeli toliko družiti in postali smo kot neke molekule plina razpršene po prostoru in mislim, da je čas, da pridemo spet v po-covidskem času skupaj, večkrat, bolj pogosto, namenoma, tudi v dogodke, seveda, kakršne prireja knjižnica. Zakaj? Zato, ker so ti bistveni za to, da se družba ohranja. Ker družbe ne moremo vzpostavljati in ohranjati zgolj po zaslonih, ampak je nujno, da pridemo skupaj. Tudi zato, ker najbolje od vsega poznamo tisti vmesnik, človeški vmesnik, uporabniški vmesnik v narekovajih, ki mu rečemo obraz, oči, roke, glas. Vse to je tisto, zaradi česar prihajamo skupaj in se moramo družiti v živo.